Vodilni ekipi sta zbežali na 5 točk prednosti. Pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. Brinje Grosuplje ni več presenečenje. Rumeno-modri so se hitro pobrali po prekinitvi serije zmag v prejšnjem krogu in vpisali nove 3 točke. 2 tekmi sta se končali brez zadetkov, v Biljah pa so gledalci videli kar 4 rdeče kartone. Poleg Nafte imajo le še Beltinci boljšo formo na zadnjih 5 tekmah, polni skupiček, za rumene tudi na zadnjem srečanju, ko so spet proti 1 odpravili Jesenice. Po novem porazu in slavju Dravinje pa je edina ekipa brez zmage ostala Gorica. Čeprav so igralci Dravinje v statistiki zmag imeli še vedno ničlo, so pogumno prišli na gostovanje v Ljubljano k Slovanu, saj so na zadnjih tekmah pokazali boljše predstave kot v uvodnih krogih. S prečko Vala Jankovića v 14. minuti začenjamo pregled dogajanja na Kodeljevem. Rdeči niso imeli sreče, so pa več napadali. Mark Šerbec se je iz oči v oči srečal z mrežarjem, ki je zaklenil vrata. Ob prvem pravem napadu pa je Dravinja povedla. Matic Kopač je povzročil zmedo v obrambi gostiteljev. Podajal je na levo do Luke Privošnika, ta pa je žogo poslal takoj v sredino. Tam je bil najbolj spreten Mateo Koprivc. Slovan je v sodnikovem podaljšku prvega dela imel še eno priložnost. Strel z glavo je zadnjimi močmi odbil mrežar. V drugem polčasu je dobre reflekse pokazal še Žan Trivunčević po strelu z precejšnje razdalje. 15 minut pred koncem se je v priložnosti po napaki branilca znašel Mušaraf Adebayo, vendar je njegov udarec zletel preko prečke. Dravinja je prvič premagala Slovan na Kodeljevem. Dolgoletna prvoligaša Triglav in Gorica sta se soočila v Kranjskem športnem parku. Nič kaj preprosto gostovanje za vrtnice, ki so v rezultatski krizi. Goričani so žogo iz svoje mreže pobrali že v 5. minuti, vendar je sodnik gol razveljavil zaradi prepovedanega položaja. Je pa s tem dal Triglav jasno vedeti, da razmišlja le o 3 točkah. Večjo željo in terensko premoč so Triglavani kronali v 30. minuti. Z levo nogo je z diagonalnim udarcem zaključil Tihomir Maksimović. Dobro obdobje so gostje kronali še z enim zadetkom. Le 4 minute kasneje je Strasbergerja matiral še Sørensen. Za igralca, ki pri Triglavu nastopa kot posojen član Celja, je bil to prvi gol v drugi ligi. 5 zaporednih zmag na medsebojnih tekmah je imela Gorica pred tokratnim obračunom. Kregar pa je dokončno potrdil, da je niz končan. Triglav je ugnal Gorico s 3-0. V Biljenski dolinci je Jadran, odkar igrata moštvi drugo ligo, zmagal le 2-krat na 7 tekmah. Na lestvici so bili črno-beli mesto pred obalno zasedbo. Blizu vodstva so bile Bilje, ko smo vstopili v zadnjih 10 minut prvega polčasa. Ostalo je pri 0-0 tudi potem, ko je gostujoča ekipa zatresla zunanji del mreže. V 5. minuti drugega polčasa je drugi rumeni karton dobil Dobnikar ter pustil Jadran z enim manj na zelenici. Kladar je poskusil z velike razdalje, njegov strel je šel za las mimo vratnice. Obrambni igralec Bil je bil še eden od 4 izključenih, kajti v nadaljevanju sta poleg njega pordečela še Abel Marc in pa Denis Cerovec. Ekipi sta tekmo končali z 9 v polju. Zadetek v 5. minuti podaljška pa je bil razveljavljen. Vodstvo Krškega ni bilo zadovoljno s predstavami ekipe v letošnjem prvenstvu, zato so se odločili, da se poslovijo od trenerja Roka Zorka. Šok terapija ni delovala. Po 21 minutah je Zalokar prvič klonil, premagal ga je Gašper Črne. Brinje Grosuplje imajo letos doma polni skupiček. Svojih navijačev še niso razočarali. Želeli so se jim odkupiti za izgubljeni 2 točki v Novi Gorici. Nikola Jovičević je zdržal nalet branilca ter zaključil samostojni prodor, ki ga je začel na sredini igrišča.
V 5. minuti nadaljevanja je bil osamljen na višini 11-metrovke, Marcel Kene streljal je s prve ter še tretjič se je mreža Krškega zatresla. Brinje Grosuplje ni bilo zadovoljno z rezultatom. Še naprej so iskali zadetek in ga dosegli. Strelec je bil Nik Zrnec. 5. gol je padel v končnici, po prostem strelu je zadel Jan Kovač. Krčani, ki so v prvih 3 krogih zbrali 6 točk, so izgubili 6. tekmo zapovrstjo. Le vodilni ekipi Brinja Grosuplja je uspelo letos zmagati v športnem parku Beltinci. Vsi preostali, ki so gostovali pri rumenih, zadetka sploh niso dosegli. Težko delo za Jesenice, ki so zgostile sredino, a preveč prostora pustile krilnim igralcem. V 10. minuti je Murat Bajraj zaključil kombinacijo z glavo. Prvi strelec lige je tudi podvojil prednost. Tokrat je dobil podajo z leve strani in s peto elegantno ukanil svojega branilca in nato še vratarja, Oskarja Kazagrandeja. Rumeni so še naprej napadali. 2 minuti pred odhodom v slačilnice je močno podajo v sredino izkoristil Klemen Mlakar, ki je povsem neovirano zaključil z desno nogo. Namesto da bi Jeseničani stali blizu nasprotnikov, so jim pustili ogromno prostora. Neovirano je tako z neposredne bližine udaril Murat Bajraj in dosegel hat-trick. Z 9 goli je zdaj najboljši strelec lige. Ekipa pod vodstvom Simona Dvoršaka ni umirila tempa v nadaljevanju. Zadev je rezervist Nejc Smočnik, gol bo na duši znova imela pozabljiva obramba Jesenic. Gorenjci so po Brinju Grosuplju kljub visokemu porazu prva ekipa, ki je dosegla žutim gol na njihovih tleh. V 90. minuti je zadev Lazar Ikač. Z 0:0 se je zaključilo zadnje gostovanje sežanskega tabora pri Nafti, ko sta se ekipi brez zmagovalca razšli v 7. krogu lanskega prvenstva. Srečali sta se 2 najboljši obrambi. V 18. minuti so imeli domači prosti strel. Izvajal ga je Pihler. Žoga je šla proti sredini, vendar jo je Nafta hitro uspela spet spraviti na rob kazenskega prostora. Maroša bi lahko z obrata dosegel pravi evrogol, vendar mu je veselje preprečil okvir vrat, odbitek pa je prišel naravnost na nogo Arona Matijasa Dragonera. Obramba Lukasa Erjavška ni zadostovala v 66. minuti, da tabor ne bi izenačil. Rose je bil nepokrit, hitro je reagiral in svoje vrnil v igro. Neodločen rezultat pa je bil na semaforju le 6 minut. Stanislav Petkov je v kazenskem prostoru zrušil Josipa Zorico. Naftina številka 17 strela z bele točke ni zapravila. Da končnica ne bi bila preveč dramatična, za domače navijače je poskrbel Noel Kerestes. S precejšnjo mero samozavesti, v prejšnjem krogu je namreč Ilirija nadoknadila 2 gola zaostanka proti Rudarju, se je ekipa iz Ljubljane odpravila na stadion Aluminija, kjer ima začasno domovanje Keti Emi Impol Bistrica. Za zelene igralce iz prestolnice je bil začetek sanjski. V 21. in 23. minuti so 2-krat premagali Luko Dakića. Vratar se je še uspel dotakniti strela Aneja Kmetiča, brez možnosti za posredovanje pa je bil po kotu, ko je z glavo natančno ciljal Zulić. Po en polčas je pripadel vsaki ekipi. Prvega je dobila Ilirija, drugega pa Bistrica. V 65. minuti je na desnem krilu zbežal Andraž Borovnik. Poslal podajo med obema nasprotnikoma do Eneja Marsetiča, ta pa je ciljal s prve pod prečko. Hitro so domači stekli po žogo v mrežo, jo nesli na sredino v želji, da tekme ne končajo poraženi. In uspelo jim je. 10 minut pred koncem se je Iliriji pripetila napaka. Žoga je prišla na nepokrito območje v kazenskem prostoru med vratarja in branilce, od tam pa jo je v gol le potisnil podajalec pri prvem golu Borovnik. Gostitelji so še dodatno pritisnili, a zmanjkalo je časa. Še tretja medsebojna tekma zapovrstjo med obema ekipama se je končala brez zmagovalca. 2 ekipi, ki sta uspeli do 9. kroga nanizati 5 točk. Na stadionu ob jezeru sta se srečala Rudar in Krka. V 7. minuti prvi poskus na vrata. Luka Čadež je izkoristil vseh svojih 190 cm, da je žogo izbil preko prečke. V prvem polčasu še poskus Rudarja s prekinitve, to pa sta bila edina 2 strela pred odhodom na odmor, ki sta šla v okvir vrat.
Žogo za prednost je natančno na glavo prejel Sačvel, a je stresel prečko v nadaljevanju tekme. Slabih 10 minut pred koncem je Rudar rahlo terensko premoč uspel kronati z golom, vendar je sodnik zadetek razveljavil zaradi prekrška v napadu. Krka in Rudar po remiju ostajata na lestvici z enakim številom točk. Dravinja je premagala Slovan z minimalnim izidom, prepričljiv je bil Triglav proti Gorici. Nafta je bila s 3-1 boljša od Prvenstv Tabora Sežane. Brez golov sta se zaključili 2 tekmi, Bilje z Jadranom in pa Rudar proti Krki. 5 žog so iz svoje mreže pobrali igralci Jesenic na gostovanju pri Beltincih, Klimi Tratnjek, 4 gole in delitev točk med Keti Emi in Polbistrico in Ilirijo. Vodilno moštvo Brinje Grosuplje ni imelo težav s Krškim, 5-0 se je končala tekma. Na lestvici imamo vodilni dvojec Brinje Grosuplje in Nafta. 5 točk prednosti sta si nabrala kluba pred Bistrico, Beltinci in Taborom. 6. je Triglav, 7. Bilje, nato pa luknja 6 točk, na 8. mestu je Jadran. V drugem delu razpredelnice ima Slovan 7 točk, 4 ekipe mu sledijo 6. Jesenice jih imajo 5, Dravinja se je dvignila z zadnjega mesta ter na rep poslala Gorico. Naslednji krog se bo začel s tekmo v spletnem prenosu med Prvenstv Tabor Sežano in pa Biljami. V soboto bodo televizijske kamere v športnem parku Aluminija. Bistrica igra z Nafto. Krško Posavje nastopa proti Triglavu, Jesenice doma pričakujejo Brinje Grosuplje. Sosedski derbi bo v Slovenskih Konjicah, na Ilirijo pa prihaja Krka. Beltinci potujejo k Jadranu, za zaključek kroga pa še Gorica proti Slovanu.